Prvič smo šli v Teheran, po moje 2019, se mi zdi. S to neko zelo grobo idejo v smislu, mi bi to delali, ne? V Teheranu z njihovim orkestrom in tako naprej. Takrat smo spoznali pač to skupino ljudi, ne? Se pravi, ta dirigent Navid Guhari, potem tam še neka cela produkcijska ekipa, te pevci, ki bojo v tem eksperimentalnem zboru, te dva skladatelja. To v bistvu, to je ena taka zelo prijetna skupina ljudi, ustvarjalcev, ki se tako pač družijo in pač ustvarjajo v gledališču in glasba in tako. Tak en zelo tak lep, taka pristna ljubezen do umetnosti, no, tako se mi zdi. To res bilo lepo. Potem smo se čez en let še enkrat srečali, takrat je bilo tako že bolj resno, da ja, in takrat smo se srečali tudi z, ne vem, ministrom za kulturo in islamsko vodstvo, ki je podprl projekt. V veliko pomoč nam je bila veleposlanica naša tam, ki je v bistvu organizirala vse te sestanke, da je bilo to tako na uradnem nivoju in pač tako prepričljivo kot pač sodelovanje med pač kot veliko kulturno sodelovanje, kar bi tudi bilo oziroma bo, ne. In takrat v bistvu so rekli, ok, super, ne, ko boste imeli, ne, se pravi, zdaj pa je čas, da prinesete partiture, tekste, filme, ne, tam je v bistvu pač vse treba tudi oddati naprej, da preverijo, če je pač primerno. In smo rekli, ok, ne, zdaj pa treba začeti delati. In pa smo začeli delati, vmes se je zgodila korona, ne. No in potem sva se vrnila, se pravi lani decembra, z partituro, z demoti, z teksti prevedenimi, tukaj nam je spet Ali Ameri pomagal, pač vse prevedel v farsi, se pravi iranski jezik, pisavo. Skratka, imeli smo vse pripravljeno, tako rekoč, za to prezentacijo na vseh nivojih, ne. Spet se je veleposlanica Kristina Ratej se je spet potrudila, vse to uradno tako pripravila. In potem se je v bistvu, ko smo bili že tam, se je pa izkazalo, no, se je izkazalo, da pač, da gre za nek malo višji zaplet diplomatski med Slovenijo in Iranom, ne. Nekako čakamo zdaj na zgladitev diplomatskih odnosov,